Mihael Belis, sem z vami nocoj in vas še enkrat prisrčno pozdravljam. Torej, Cirkev 3.0. Zakaj 3.0 bom povedal v nadaljevanju, ampak dobro, gremo po vrsti. Povedal bom najprej, iz česa bo nocojšnje podajanje sestavljeno, potem bomo pa se držali tega reda. Torej, Cirkev 3.0 naj bi zajemala preobrazbo od oltarja do algoritma. Danes živimo algoritemsko življenje. Stvari se tako hitro odvijajo, da se je v zadnjih 30 letih odvilo toliko, kot zadnjih 1000 ali več let. Tako hitro grejo stvari, podatki grejo, vse gre tako hitro. Torej, Cirkev 3.0 je namenjena prikazu ideje nocoj, govorimo o ideji. Ničesar se ne dotikamo, pač razmišljamo o stvarih. In Cirkev dejansko prehaja v neko novo, sodobno obdobje. Stvar gre tako hitro in ustanova, ki je bila navajena počasnih premikov 5, 10, 20, 30 let, za Cirkev ni pomenil nič. To se je vse dogajalo počasno. Zdaj, v tej hitrosti, v tem razvoju, ki pa je v tej kvantni hitrosti, so prišli pa malo v stisko in mislim, da jih čas prehiteva. Vprašanje, lahko tudi, da ne, ampak dovoljmo si razmišljati na glas. Glejte, tukaj se tradicionalni principi in strukture usklajujejo, zdaj ta tradicija z novimi tehnologijami, na eni strani stara tradicija, to se pravi mi starejši, a nekaj rečemo, joj, koliko je bilo fajn, se spomnite še v Jugoslaviji, tam smo imeli stanovanje, smo imeli plačo, smo imeli dopust, in je cela firma šla za 3 tedne, mi smo imeli, včasih je bil dopust, ne, ok, cel avtobus in tako naprej. Socialno, vse je bilo zagotovljeno. Res pa je, da če si hotel kafe ali pa kavbojke dobiti, si mogel pa čez mejo iti, je bila pa to druga zgodba ali pa kakšno stvar, ne. Ampak so bile druge bonitete. Dobro, in na drugi strani zdaj mladi, ki tega ne poznajo, grejo pa z novimi tehnologijami naprej, za njih je to normalno, za nas je pa ta čas zelo hiter, stresen. Veliko se moramo, bom rekel, v srednjih, zgornjih letih učiti, slediti tehnologiji, ker če prideš na banko in če nimaš, ne vem, zdaj nekega najsodobnejšega telefona, če nimaš informacij, pač ne moreš nič narediti. Ali pa če nimaš biometrične osebne izkaznice, ali če nimaš digitalnega potrdila, ali pa super notesnika, ne vem, kaj vse moraš zdaj imeti, ja, ne? Da se dokažeš skozi neko tehnologijo, da si ti tam, pravzaprav je življenje postalo v bistvu zelo zahtevno. Glejte, in to prinaša tudi družbene spremembe za vse hkrati, ampak pogledi na to so pa seveda različni. In prav je, da ta družbeni konsens uskladimo, da mi malo to upočasnimo, ker ti ljudje, ki so zdaj v tej fazi, malo preveč hitijo. Eni so plačani za to, da hitijo, eni pa premalo denarja dobijo, pa ne morajo nikamor hiteti, ker vsako gibanje stane, smo zadnjič ugotavljali. Če si doma je v redu, če pa cel dan potuješ okrog, pa hitro kaj zapraviš za bencin, za stroške in tako naprej. Tako gibanje je zelo drago. In gledajte, 3.0 bomo rekli najprej. Zdaj bom razložil, zakaj Cirkev 3.0. Namreč, to je, če smem tako reči, se označuje za tretjo fazo tehnoloških in kulturnih sprememb. Te spremembe 3.0 so nastale tako po vrstnem redu. Najprej 1.0, ki je osnovna struktura, potem 2.0, ki jo predstavlja spletna povezljivost, se pravi, če vzamemo Cirkev, do leta recimo 1965, takrat, ko se je internet nekje začel, ali pa recimo še malo kasneje, do 80-ih, ko so to začelo aktivirati. Potem pa po 90-em, po letu 2000 je pa to zdaj v zadnjih 25 letih eksplodiralo, tako da se je Cirkev tudi zoznanili na internetu, pisali so, razprave so bile in tako naprej. In to fazo predstavlja povezljivost Cirkev 2.0. No, zdaj pa prihaja 3.0, to pa je, kjer so digitalne tehnologije tako napredovale in kvantna misel, ki je temeljni dejavnik te celotne preobrazbe, ki govorijo o kvantnih računalnikih, o teh hitrostih, zanesljivostih in da lahko kvantni računalnik s 1000-kratno močjo vse svetovne računalnike dešifrira,
reši stvari v 5 minutah, to, kar vsi računalniki na svetu v 100 letih ne bi mogli. Skratka, govori se o neki novi tehnologiji, o nekem novem znanju, o nekem vsevednežu, ki ga že skoraj imenujejo kakor Bog. To je že kar postalo neke vrste božanstvo. In to je ta preobrazba, ali postal je novi svetovni oltar kvantnega duhovnika. No, in to je zdaj v bistvu predstavljeno, zakaj 3.0, v tem smislu. Ok, gremo po številki 1. 6 točk nekako imamo, v prvem delu 3 točke in v drugem delu 3 točke. V prvi točki bom povedal cirkev med preteklostjo in prihodnostjo, prerokbe, orodje strahu in upanj. Saj veste, koliko je raznih prerok. Iz Svetega pisma je Malahija, potem so celestinske prerokbe, potem so prerokbe iz Lurda, kjer so povedale, gospe in sestre, ki so Marijo videle, jim je naročila tisto zadnjo prerokbo, kdaj se bo zgodil konec sveta, kdaj bo zadnji papež in tako naprej. In tukaj noter vlivajo strah, kako prerokbe skozi zgodovino služijo kot, kako bi rekel, en odsev, skozi nek strah, negotovosti in želja po nadzoru nad prihodnostjo. In to v človeku vzbuja en strah. In potem tretjo točko, pred pauzo, si bomo pogledali pa cirkev med tradicijo in versko demokracijo. Tukaj bomo pa pogledali malček napetost med ohranjanjem 100-letnih običajev in sprejemanjem demokratičnih vrednot, ki pa oblikujejo ta naš moderni svet. Veste kaj, ko govorimo o demokratičnih vrednotah, sta tukaj dve vrednoti. Je tista politična vrednota, ker se jaz spomnim Obame, ki je rekel our democracy, ljudje so mislili, da je njihova, on pa je mislil, da je to njegova demokracija, ker gre za politično, ne za republiško demokracijo. Tako da to sta dve vrsti demokraciji. In znotraj tega bomo pač tudi nekaj povedali potem okrog, kar se tega tiče. V drugem delu, pod točko 4, se bo začel drugi del našega večera. Bomo pa povedali nekaj o algoritmih in o sodobni virtualni cerkvi, kako se pojavlja, kaj pomeni spoved nadaljavo, kaj pomenijo telezumi, kako ni več stikov z duhovnikom direktnih. Po moje bodo še maziljanje izumili preko digitalnih tehnologij. Govorimo o neki prisiljeni uporabi, ki ni več zgolj orodje, ampak je postal že nek aktivni dejavnik v oblikovanju cerkvenega delovanja in celo njenih verskih naukov. Tako da tehnologija dobiva tudi zdaj, tako bom rekel, tudi nove vrste duhovnikov. Ja, zdaj to postaja to duhovništvo veliko bolj brezmadežno, zato ker ni direktnega stika, mogoče bo to naša odrešitev, mogoče ne bo več toliko grehov, in tako naprej, ker med oltarjem in računalnikom se zdaj pod točko 5 bomo pogledali, kje je tisto ravnotežje med duhovnimi obredi in hitrim napredkom te tehnologije, ki spreminja dejansko vse vidike našega življenja. In točko 6 za zaključek bomo povedali konec papeške vsevednosti z novim kvantnim duhovnikom. Ko rečem kvantni duhovnik, mislim kar na to kvantno tehnologijo, s katero se zdaj spaja cerkev. Če še ne veste, so eni izmed prvih v rimokatoliški cerkvi, kjer imajo observatorije, kjer imajo predavalnice, kjer imajo seveda tudi še marsikaj in tudi kvantne računalnike. Ker zdaj je treba vse svetovne grehe nekam spraviti in jih je toliko, da rabijo kvantni računalnik, da to vse premelje. Kaj ne? Ja, gledajte, ti novi pristopi združujejo znanstveno razumevanje in duhovnost in v tem pogledu dejansko izzivajo tradicionalno življenje in vse te dogmatične oblike, ki so bile same po sebi, papež vse ve, imamo dogmo vsevednosti, kar je on rekel, je bilo sveto, in to je bilo nekako, bom rekel, kar v gene nam vtisnjeno, da kar je gospod rekel sprižence, rečemo, ki je podaljšana roka papeža, tako je pač bilo, ker papež je dal papeško pismo, potem so dali kardinali naprej, škofi naprej in seveda najprej se je reklo, da je škofovo pismo, škof je dobil pa naročilo od zgoraj. Torej, se pravi, če gremo na kratko, to je v bistvu teh 6 točk nocoj in gremo v točki 1. Cerkev na razpotju zgodovine in bomo zdaj povedali odmevi teh prerokb, ki so dejansko breme sedanjosti. Jaz mislim, da je cerkev zdaj precej strah, namreč skrivajo smrt.
kaj se je zgodilo, ne? Prejšnji papež je šel v pokoj, ni hotel umreti, sta bila kar dva, ne? To sta bila kar dva pontifikata. In se je to življenje kar podaljševalo, in ko je papež Ratzinger umrl, je to bilo zelo potihem. Praktično se sploh ne ve, ni bilo nobenega pompa, velikega pogreba, konklavov in tako naprej. Ne? In papež Frančišek, to so bili konklavi, ki so bili izven standarda, zaradi tega, ker predtem ni bilo pogreba in žalovanja, ampak so kar papeža še enega izvolili, so bila dva pontifikata. Zdaj se pa isto dogaja, ker je ta papež 14. februarja umrl, in zdaj so ga oživeli, jaz ne vem, s kvantno tehnologijo ali kako to naredijo, ne? Da jim on to s postle sporoča, skratka. To je ja, čudež, bom rekel, on je zdaj v dveh stanjih, tako kot ta dva kvantna elektrončka, ki sta naenkrat na dveh koncih. O tem malo kasneje. Vstopamo, ljudje božji, v novo obdobje, ko se čas zdi stisnen, zelo hitro gre, spremembe pa ne le hitre, temveč eksponentne. In tehnologija, nekoč orodje v človeških rokah, fizično, dobiva danes lastno dinamiko in preoblikuje ne samo nas, da se moramo hitro gibati, vse hitro narediti, vse mora biti učinkovito, vse pridobitniško in tako naprej. In naše delo, in družino, in družbo, in medsebojni odnosi. Hitro kavico, gremo naprej, joj, nimam časa. In veste, kako se naše življenje spreminja? Glejte, je celo naše življenje najgloblje težko v bistvu razumeti to resničnost, ki se dogaja. Sredi tega vrtinca, na eni strani biznis, na eni strani duhovnost, smo mi, vmes pa, bom rekel, ta katoliška fama, cerkev, institucija, ki meri svoj obstoj v tisočletjih, zgrajena na obljubi večnosti, a zdaj je nekako soočena s svetom, ki časti sedanjost. Se pravi, zdaj, ta trenutek sem srečen, ta trenutek rabim poživilo, ta trenutek moram nekaj narediti. Nenehno so novosti, inovacije, hitrosti, informacije, produktivnost, efektivnost, to so danes molitveniki sodobnega časa. Ja? In pot cerkve je tlakovana z bogato, a pogosto tudi kontroverzno zgodovino. Tega vam ne bom niti razlagal, da je zaznamovana z notranjimi boji za moč in smer, kam bo šla, vsak papež si izbere svoje ime, svojo smer. In pa seveda je obremenjena kot taka tudi s finančnimi izzivi, ker ni produktivna, živi od donatorjev, živi od obljub. Ti, če boš dal, bo šel v nebesa, in seveda potem človek gre v nebesa, če da, če pa ne da, gre pa v pekel. Tako da tle nima nobene veze vere, ampak če daš, greš v nebesa, če pa ne daš, si pač v peklu, si pač preklet, ker ne daš. Ja. Pol so pa še zelo fajn finte za vse uboge ljudi, da je ona, ki je 5 denarjev dala več, kot on, ki je dal celo bogatstvo. Dileme, ki jih prinaša tudi sodobna digitalizacija. In pa vzpon, kaj je zdaj umetna inteligenca? Vse to ni umetna inteligenca, to je samo ime, ki so dali, vzbuja nek strah, neka inteligenca. Dejansko so pa v zadju algoritmi, podatki, ki jih, bom rekel, po nekih programih, seveda skozi 30-40 let razvoja, ti dajo odziv na vprašanje, ki ga daš ti noter, ker to gre samo za zrcalno preslikavo in dejansko je to kvantna zadeva. Tako, ker da pogledaš sebe v zrcalo in dobiš odziv. In dobiš seveda obrnjeno sliko, dobiš obrnjeno misel. Kako si kaj in ti računalnik odgovori dobro. Kako si pa kaj ti, pa spet rečeš dobro. In potem se odvija ta zrcalni odgovor. Zdaj so to razvili tudi tako, da ima tudi neko, bom rekel, razloge, doda še druge misli zraven, zadeve razširi in ta zadeva je za delo, za študij, kot orodje, bom rekel, če rečemo umetna inteligenca, uporabna. In to postavlja zdaj temeljna vprašanja, kakšna je prihodnost vere za ljudi, ki ne razumejo, kako tehnologija dela v dobi strojev in kakšna je vloga cerkve v 21. stoletju. Ali bo to vero cerkve prevzel stroj, ali pa to vse skupaj drugače, kot smo do zdaj poznali. Zato, ker znanstveniki zdaj postajajo verniki, duhovniki postajajo pa tehnologi in se slika čisto obrača. Zdaj smo pod točko 2. Zdaj gremo pa pogledati še malo nazaj, a veste,
prerokbe kot ogledalo človeških strahov in upov. Tole bo pa malo zanimivo. Glejte, zgodovina papeštva ni neka kronika verskih voditeljev. To je drama ali pa thriller, če date, ali pa bom rekel še kaj hujšega, moči politike, človeških strasti, ženske so vladale, prevare so bile, dvojni papeži so bili in tako naprej. Predelana s trenutki veličine in globokih padcev. V takšnih obdobjih negotovosti se pogosto pojavijo mistične pripovedi, napovedi, ki skušajo vnesti nek red v kaos, lahko pa tudi rečemo kaos v red, kakorkoli obrnete. Ali pa celo napovedati prihodnost. In se ta prihodnost potem čaka. In zdaj smo to prihodnost dočakali. Izgleda, da smo jo dočakali, ker so vsi preplašeni. Kaj pa bo jutri? Glejte, med najbolj trdovratnimi in intrigantnimi je gotovo prerokba, pripisana svetemu Malahiji, to je irski nadškof iz 12. stoletja. In večina resnih zgodovinarjev danes, v današnjem času, meni, da gre dejansko za spreten ponaredek nekega časa, verjetno ustvarjeno v 16. stoletju, to je črna luknja v zgodovini, temni srednji vek, z zelo konkretnim ciljem. Cilj te prerokbe naj bi pa bil sledeč: vplivati na izid takratnih papeških volitev. To se pravi, ti v bistvu daš prerokbo, ki pride nekje z vrha, potem se to širi ustno, pisno, kakorkoli že. In seveda zdaj smo prišli do številke 111 in 112. papež naj bi bil zadnji. 112, zdaj smo pri 111, še vedno smo pri 111 zaradi tega, ker vmes ni bilo tistega uradnega pogreba. In zdaj tudi ta papež je naenkrat oživel in še kar strah jih je, kaj bo pa zdaj. Zato, ker po številki 112, teh, bom rekel, kratkih enigmatičnih latinskih fraz, ki naj bi kot nekakšen kodiran seznam opisovale papeže vse od Celestina II. V 12. stoletju. Zanimivo ali sumljivo je, da so opisi papežev pred letom 1595, ko je bila prerokba prvič objavljena, presenetljivo ustrezni, natančni, določeni, potem opisi kasnejših papežev pa postanejo veliko bolj nejasni, zabrisani, dvoumni in odprti za poljubne interpretacije. No, in zdaj smo pri tej poljubni interpretaciji te prerokbe. Ne ve se natančno, to se pravi, jaz osebno nimam dostopa do Vatikanske knjižnice, ki je 65 mil pod zemljo, vatikansko, teh knjig iz 2000 let nabranih skupaj, da ne rečem, bom en lep izraz uporabil, odtujenih, ker so mesta pogorela, ampak so jih preizpraznili, od Aleksandrijske knjižnice naprej pa vse do sodobne zgodovine. Verjemite mi, da tudi zdaj, kjerkoli so vojne, da najprej vse vzamejo in to gre vse v arhive, potem pa seveda to zbombardirajo in skurijo. To je vse pripravljeno, narejeno v podzemnih hitrostnih železnicah, ki so interkontinentalno povezane, vendar mi za njih ne vemo, jih ne vidimo. To so vojaške strukture, ki so pač vojaške in so top secret. Zdaj pa sem nekaj povedal, ni več top secret, ampak recimo, da si predstavljamo, kako bi to naj bilo. Mala ena zlovešča izjava. Torej, vrhunec prerokbe in razlog za današnjo, bom rekel, tako popularnost prerokba, je napoved zadnjega papeža, zloveščega Petrusa Romanusa, to se pravi Petra Rimljana. Njegov pontifikat naj bi zaznamovalo, to se pravi, govorim zdaj o papežu Frančišku, ker Peter je začel in papus Peter Rimljan, se pravi Petrus Romanus, naj bi tudi s tem pontifikatom zaključil kot zadnji, in sicer, ker je bila takrat cerkev preganjana in je bil z glavo križan navzdol, naj bi se cerkev zaključila tudi seveda v tem času z zadnjim papežem, podobno pogrom, groza, ogenj, uničenje in tako naprej. Z uničenjem mesta na 7 gričih, mesto na 7 gričih je pa Rim. In prihodom strašnega sodnika, konec sveta, kjer naj bi bil sedanji papež Frančišek, v tej shemi številka 111 ali morda že 112, ker so enega prešvinglali, enega papeža so malo pohecali in zdaj, ne vem, tretjega pa že ne upajo. To vse skupaj res malo čuden zgledali na tem seznamu, odvisno pač od interpretacije.
Mi smo si izbrali nocoj to interpretacijo, se strinjate z njo ali se ne strinjate, mi gremo naprej, ker se zdi, da stojimo na pragu teh dramatičnih dogodkov. In to daje tej prerokbi pridih nujnosti vpogleda in seveda tudi usodnosti, ne samo naše, ampak usodnosti naših generacij, naših otrok in otrok naših otrok. In zdaj interpretacija Malahijevih kriptičnih opisov, kriptičnih, ki jih je treba nekako razgaliti, odpreti, prebrati, razumeti, zahteva neko ustvarjalnost, zahteva iskanje zgodovinskih vzorcev. Če se obrnemo malo nazaj še pred, se spomnite papeža Janeza Pavla II. A veste, kaj je bil njegov moto? Iz sončevega napora ali dela son. Njegov moto je bil de labore solis. Ne? So nekateri povezovali to z njegovim rojstvom in kasneje s pogrebom, ker sta se zgodila in rojstvo in pogreb na dan sončnega mrka. Potem, ko je prišel Benedikt, kateri, kako se mu reče, 16. On je pa imel moto, pripisan Gloria Olive, slava oljki. In te povezave so iskali v tem njegovem imenu. Povezava z benediktinci, katerih simbol je oljčna vejica, ali pa v simboliki oljke kot oljka je znana kot simbol miru. Golobček z miri ima v svojem klunčku oljko in prinaša mir. Mir, seveda, če ga nazaj prebereš, je pa Rim, kakor obračate, to je kot ena enigma. Tako zgleda, kot če bi to zadnjo oljko pripisal Frančišku. Zdaj se sprašujemo, kdo je pravzaprav od teh Petrus Romanus, tisti zadnji papež. Je to dobesedno ime naslednjega papeža? Ali nekdo z rimskimi koreninami? Ali pa je to simbolična figura, morda celo sam Frančišek, ki s svojimi reformami in poudarkom na misijonskem duhu cerkve uteleša novega Petra za nove čase. Morda pa Petrus Romanus sploh ni oseba. Lahko pa je to kvantno stanje, obdobje sediskvance praznega, kako že rečejo, sedes vakance praznega, sedes vakante, prazen sedež. Če se spomnite, ko smo gledali par tednov nazaj, film, ko je papež umrl, ko so mu vzeli prstan, so rekli sedes vakance, sedež je prazen in zdaj bomo izvolili novega papeža. In to je protokol, ki ga je seveda papež Frančišek zdajšnji pač ni doživel, ker ni bil prazen sedež, ker je prejšen odstopil. Ne glede na to, ali Malahijevo prerokbo jemljemo kot avtentično božje razodetje, politično manipulacijo iz tega 16. stoletja, ali pa če jo vzamemo zgolj kot zgodovinsko zanimivost, njena vztrajnost skozi zgodovino, veste, to je kar en vztrajen moment, ki skozi kot meč bedi med nami, kaže ta vztrajnost na nekaj pomembnega o človeški psihi. Sicer se to ne bi toliko časa držali, ker gledajte, v časih krize in negotovosti, kakršne cerkev nedvomno danes doživlja, ljudje iščemo rešitve, vzorce, razloge, znamenje, potrditve, da pa obstaja vseeno nek višji načrt ali pa vsaj smisel v tem konkretnem dogajanju. Ker človek zmeraj želi razumeti, kaj se dogaja, in takrat, ko ne razume, gre v iracionalno ali pa v zgodbe, ki so ali pa ki jih ne moreš dokazati, in išče rešitev v iracionalnem, in to iracionalno postane kot leča. Leča, skozi katero interpretiramo sedanjost. Postane platno, na katero projeciramo to lečo s to svetlobo, kjer se lahko vžge, kajti to je strah. In vsi veste, kaj se zgodi, kadar je ljudi strah. To nam je pokazal COVID. Veste? In to pa seveda prinaša neke upe za prihodnost, ker v tem času, ko ljudje to spoznamo, občutimo, seveda se dogajajo neki upi tudi za prihodnost. In to je to stanje, ki ga mi zdaj počnemo v 199. Zoomu. Strah, upi, dogodki, ni vse jasno, ker je bilo vse prikrito, narejeno, poskušamo si razložiti, potem dobimo dokumente, potem rečejo, da temu ni tako in skozi je neka nejasnost, skozi je neka dualnost.
Morda je največja vrednost, če se vrnemo k prerogbam, te Malahijeve prerogbe, prav v tem, da nas sili k razmisleku o krhkosti institucij, o ponavljanju zgodovine ali pa, kako rečemo, cikličnosti, ciklično se ponavlja na določena obdobja, in o večnem človeškem soupadanju z vprašanji konca, odkot prihajam, kdo sem, kam grem in kakšna bo ta naša preobrazba. Torej, občutek, da se za kulisami dogaja nekaj več, kot je vidno na površju, ta občutek krepijo teorije o morebitnem nadzoru nad življenjsko dobo papežev. Dejstvo je, da sodobna medicina omogoča ljudem, se veste, papeži zdaj veliko dlje živijo, kot so včasih, vključno s papeži dosegajo zelo visoke starosti. Če se spomnite, Leona VIII je dočakal 93 let. Ali pa, koliko časa je vladal papež Janez Pavel II? Nekaj čez 50 let, ali 25 let se mi zdi, da on je pri 50, nekaj čez 50 je bil star, pol je pa 25, nekaj let je pa vlada dolga doba. Kljub Parkinsonovi bolezni, ki jo je imel, je ostal na čelu svoje smrti do 1984 leta. Ne. Kasneje, ampak umrl je pri 84. Ko pa ja. No, glejte, ne glede na to, to samo po sebi dejansko ni sporno, ampak če se vrnemo v kontekst, v koncept prerokb in notranjih bojev, se pojavljajo pa zdaj razne špekulacije. Ali Vatikan morda namensko uporablja, dajmo si to izmisliti, ali pa ugiba, vrhunsko medicinsko oskrbo, da bi umetno podaljševal življenja papeža. Ali je taka medicina kdaj prej že obstajala, kot je danes? Mislim, da ne. In če pa je, zakaj? Ena od teorij pravi, da je odlašanje ali zamajanje neugodnih prerokb, kot je Malahijeva, ta strah pred koncem cerkve. Če papež, ki naj bi bil predzadnji, živi dlje, se prihod zadnjega odloži. Nekako v tej prerokbi to stoji notri. Se pravi, če papež, ki naj bi bil predzadnji, živi dlje, naj bi se kao ta prihod zadnjega odložil. Gremo gledati drugo možnost, kaj bi lahko bilo, ki je bolj pragmatična, recimo, da gre za nadzor nad nasledstvom. Kdo bo naslednji in kdo bo nasledoval vse to. Skratka, s podaljševanjem življenja trenutnega papeža, lahko je umetno, lahko je resnično, lahko je ta pustimo stvar, se lahko prepreči izvolitev neželenega naslednika, ki bi vse to uničil po prerokbi, ali pa se pridobi čas za ureditev, določene struje znotraj kardinalskega zbora, ki je danes pa usmerjen zelo kvantno, tehnično, LGBT-evsko rečem. In še kaj? Takole vam povem, primer Benedikta XVI. Je tu posebej izpostavljam to. Njegov odstop, mislim, da je to bilo leta 2013, ja, od 2013 je papež Frančišek, je utemeljil svoj odstop zaradi pešanja, zaradi zdravja, ki pa mu je sledilo skoraj, glejte, še 10 let življenja. Tako da tu se zastavlja zdaj vprašanje, da sta bila dva papeža in on je bil seveda papež emeritus, v relativno dobri duševni kondiciji, umrl je star 95 let, se zdi, bom rekel, že nekaterim teologom, znanstvenikom, učenjakom, špekulatorjem in vse tisti, ki v tej smeri razmišljajo, zelo sumljiv. Je bil res prešibak za vodenje cerkve, ali pa je bil njegov odstop cerkveno-politično nastavljen, ali pa je celo del širše strategije. Vsi vemo, da se zdaj 70 let pripravlja ta ena svetovna vlada, da so v ozadju uzanci, ki na zunaj niso, te vezi, te uzance niso vidne, v resnici se pa dogaja. Ali mogoče gre pa ravno za odložitev prerokbe, ali za omogočanje mirnejšega prihoda na bolj progresivno vodstvo. Pustimo to vprašanje odprto. Simuliramo, damo, evo, razmišljamo. Zdaj, drugo vprašanje je, ali so njegovo življenje po odstopu umetno podaljševali.
da bi Frančišek, ki ga nekateri vidijo kot potencialnega Petrusa Romanusa, čim kasneje postal naslednji v vrsti. Ne vemo. Seveda gre za špekulacije brez trdnih dokazov, tako kot sem vam povedal, je pa razmišljanje zanimivo, ker odpira nove perspektive, ki pa odražajo globoko nezaupanje v transparentnost vatikanskih procesov, ki vernikom in nevernikom in vsem, ki se z Vatikanom kakorkoli dotika jih, daje občutek, da so v igri, poslušajte dobro, skrite sile, prikriti nameni, finte, leži, lahko imenujete, kakor želite. Tudi glede prihodnosti papeža Frančiška, ki se sooča trenutno pa recimo z zdravstvenimi težavami, če jih imam jaz popolnoma drugo mnenje, pravijo, da ima pač eno težavo s kolenom, pa nekaj, da mu pljuča nagajajo, pustimo, se pojavljajo vprašanja, ali bo tudi on odstopil, čeravno je umrl, po mojem mnenju, ampak zdaj govorijo, ali bo zdaj on odstopil. In človek se vpraša, o čem ti ljudje govorijo. A so že navajeni s prižnice govoriti o Bogu, ki ga sami nikoli niso imeli z njimi izkušnje, razen z denarjem, na katerem piše We trust in God? Ali pa je kaj drugega, obstaja v bistvu pritisk, da ostane njegovo ime in ta fama, ki se zdaj ustvarja, toliko časa, dokler kardinali med sabo in cerkev ne najde nekega ustreznega naslednika, to umetno podaljševanje, ki se čuti v zraku. In tukaj zdaj seveda se zastavlja vprašanje, ali bo medicina ponovno odigrala svojo vlogo pri odločanju dolžine njegovega pontifikata, tako kot pri prejšnjih papežih. Torej, tu gre za vprašanje Petrusa Romanusa in konca, ki ga ta prerokba napoveduje, ki ni edina, in tako ostaja vse skupaj ovito v neko nejasno misel, v neko tančico. In pa različnih interpretacij, med drugim tudi nocojšnja kvantna interpretacija, ki smo jo v društvu pripravili za naše člane in seveda tudi za širši razmislek v naši družbi. Torej, ali gre za dobesedno uničenje Rima v apokaliptičnem scenariju vojne ali katastrofe, če jo lahko imenujemo? Ali je uničenje zgolj samo simbolično, kot prehod iz enega stanja v drugega? Gre za duhovni in moralni propad cerkve, izguba njene avtoritete in vpliva? Ne vem, morda pa prerokba sploh ne napoveduje konca, temveč korenito preobrazbo. Tukaj je zdaj več stvari v igri. Mislim pa, da če damo skupaj, pa to zmešamo to meneštro skupaj, da dobimo prav en dober odgovor. Konec cerkve, kot jo poznamo. To je edini odgovor. In njen prehod v popolnoma novo obliko, prilagojeno novi dobi. Novi dobi, kot so nam napovedali leta 20, nova realnost. Nova realnost ali pa nova doba, nova vera, nova cerkev. Zdaj, kaj je novo? O tem, kdaj drugič. Glede na trenutno stanje sveta, vojne, ekološke krize, moralni relativizem, absolutna sekularizacija zaradi tehnologije, vse to se zdi, da so pogoji za takšne ali drugačne pretrese, vsekakor so prisotni. Jaz to močno občutim, ne vem kako vi, ampak se mi zdi, da smo kar tukaj. Ali je prerokbo mogoče preprečiti, tako da jo vržemo na finto, da papež ne umre, ampak da odstopi? Ali je proces, če sploh obstaja, že neizbežen, pa ostaja trenutno odprto vprašanje? Puščam vam v razmislek, navrgel sem stvari in dajte malo kaj prebrati pa raziskovati. Je pa zanimivo vprašanje. Zdaj smo pri točki 3, sedanjost cerkve, ki je razpeta med tradicijo, med starim in novim, med tradicijo in modernostjo in hkrati seveda tudi med močjo, ki je tradicionalna, in krizo moči, ki jo jemlje kvantna tehnologija, računalniki in bom rekel ta novi računalniški vsevednež, GAI, General, splošna umetna inteligenca, ki ni specifična, ampak splošna. Ta je najmočnejša. Rečemo tako, medtem ko se ukvarjamo s pomenom starih prerok, se cerkev sooča dejansko z zelo realnim in perečim izzivom. Jaz mislim, da imajo velik problem sedanjosti, ki izvirajo iz globokih napetosti med njeno doktrino,
Namreč doktrina tako je in nič drugače. Samo strukturo, ki več ne more obstati na tej doktrini, in pa na drugi strani ta slika sveta, ki se tako hitro spreminja. In jedro teh napetosti se morda najbolj jasno kaže v edinstvenem obdobju dvovladja. To dvovladje, bilo je to 600 let nazaj in zdaj se je to dvovladje spet ponovilo po 600 letih, kar je zelo zanimivo. Zanimivo pa je zato, ker je to 600 let številka 6. To, da se razumemo, o čem govorimo. Dvovladje po odstopu Benedikta 16. leta 2013. Ta dogodek, prvi prostovoljni odstop, bom rekel, po 6 stoletjih, ni bil le zgodovinska kurioziteta ali pa neka radovednost. Razgalil je v bistvu ideološki razkol v cerkvi, ki tli pod podvršjem katoliške cerkve. Glejte, imeli smo, če pogledamo realno, 2 papeža, živeča drug ob drugem. Benedikta, utelešenje teološke kontinuitete, učenjaka in varuha tradicije, ter Frančiška, ki je prinesel veter, radikalno drugačen slog. Jezuit. Vladala sta 2, kar rečemo, da je črn in bel papež. Črn je ponavadi jezuit, bil je pa za ljudi, pa je čisto vse en, s katerega vetra je, ampak tokrat sta pa šla skupaj 2 jezuita, kar pa je zelo hud udarec za človeštvo. Poudarek na pastoralni bližini, na, bom rekel, tej zunanji skromnosti, na tej pretirani skrbi za uboge in marginalizirane, potem njegova močna ekološka zavest, ki je hodil v United Nations, Svetovni gospodarski forum, ne vem kam še vse, in ta želja po dialogu z svetom. Frančiškove reforme v teh letih, od 2013 naprej, in njegov pristop, ki je včasih deloval bolj intuitivno kot strogo doktrinarno, ker ko si ga pogledal, to je en tak mili človek, tako se nežno nasmeje, nič hudega ne vidiš na tem človeku, ko ga tako gledaš, na dobriči, na tisto palčko, ne? Pomislimo na njegovo odprtost do vprašanj o istospolnih parih, ko je rekel, sej samo Bog jih bo sodil, kdo sem jaz, da bom sodil. Ja, zdaj pa vi meni povejte, kam je šla tista doktrina, samo papež ima prav, dogma, ne? In še enkrat ponavljam, ta znameniti, kdo sem jaz, da sodim? Hkrati se ima pa za Petrovega naslednika, za Kristusovega, za ne vem kaj vse. In to, gledajte, je sprožilo, samo ta kratek stavek je sprožil odpor konservativnih krogov na eni strani cerkve. Konservativci so rekli, čak mal, ne gre to kar tako enostavno, ker tradicionalisti, ki so v Benediktu, prejšnjem papežu, še vedno videli pravega branika vere. On se je trdo boril, če je rekel ne, je bilo ne, brez popuščanja. To je kot otroku rečeš, do sem je meja pa konc, pri vzgoji. Če mu vse dovoliš, se pa kaj zgodi? Vsi vemo. In nekateri so ga tudi po odstopu smatrali samo njega za pravega papeža, ne pa Frančiška. In v Frančiškovi odprtosti, recimo, so pa prepoznali nevarnost relativizacije nauka, razkroj tradicionalnih vrednot in, če rečemo zdaj na koncu, ogrožanje same identitete cerkve. Verjemite mi, to se je tudi zgodilo. In se še dogaja. Zelo intenzivno. Recimo kardinali, kot sta Burke in Sarah, so postali glasniki tega odpora tradicionalnega. Sta opozarjala na domnevne stranpoti Frančiškovega pontifikata. Simbolično je bilo celo ravnanje o Benediktovi smrti in njegovem pogrebu. In nekatere je presenetila relativna skromnost slovesnosti v primerjavi s pogrebi prejšnjih papežev, kar so interpretirali kot poskus Vatikana, da zmanjša njegov posthumni vpliv in prepreči njegovo instrumentalizacijo strani tradicionalističnih gibanj, tradicionalno usmerjenih kardinalov, duhovnikov, vernikov in tako naprej. In ta boj med konservativci in progresivci, ali pa med levimi in desnimi, se imamo pa vso to isto finto, ali pa rdeči in črni, pa zeleni in plavi, in med tistimi, ki poudarjajo kontinuiteto in nespremenljivost nauka, ter tistimi, ki zagovarjajo
Prilagajanje in odprtost za znamenja časa ostaja osrednji izziv trenutno sodobne cerkve. Kaj se pravzaprav v teh odslikavah, v tej dvojnosti, v tej napetosti dogaja? Grožnja nadaljne polarizacije in celo razkola je pa zelo realna. Trenutek. Ja. Jaz sem bil v teh strukturah in te strukture, veste, zelo dobro poznam. Ko pride ta napetost v cerkev, takrat duša in telo trpi. In pojavi se žeja. In ne samo žeja, v javnost prihajajo različne stvari, ker se te struje nagajajo med seboj. In se pojavlja kaj? Povezave med finančnimi težavami, podtikajo si moralna vprašanja, kot je odnos do LGBTQ+ oseb. Resnični vzroki pa so globlji in bolj strukturirani, bolj strukturni. Prvič, če vzamemo cerkev v zakup in rečemo, da je varuhinja ogromne in neprecenljive kulturne dediščine. O tem ne moramo dvomiti. So stroški vzdrževanja tisočev starodavnih cerkva, samostanov, muzejev, umetniških del po vsem svetu danes, da to vzdržujejo, astronomski. Ne znamo si predstavljati številk. Samo bazilika svetega Petra v Rimu zahteva letno vzdrževanje letno v višini 10 milijonov evrov, da jo obdržijo v zdravem stanju. Drugič, zaupanje javnosti v inštitucijo je zaradi prihoda Frančiška močno omajano, zaradi vrste škandalov. Ne gre le za finančne afere, kot je bil, kako imajo že Wikileaks, to je bil pa Vatikan Leaks, Vatileaks se reče, ki je razkrila sumljive posle in domnevno korupcijo v Vatikanski banki, temveč predvsem za globoko travmo škandalov, spolnih zlorab strani duhovnikov in njihovega sistematičnega prikrivanja strani cerkvenih oblasti. Ta izguba moralne kredibilnosti se neposredno odraža najprej v zmanjšanih donacijah vernikov, kar vodi v proračunske primanjkljaje. Naj vam povem podatek. Leta 2023 je Vatikan priznal, verjetno nimate tega podatka, primanjkljaj v višini 30 milijonov evrov. To se pravi, cerkev že posluje z minusom. Ne v nepremičninah, pač pa v denarju. In se sooča z ogromnimi pravnimi stroškami, na drugi strani z odškodninami, ki jih mora plačevati. Komu? Žrtvam zlorab. Da bi se to zmanjšalo, so naredili COVID, ker v COVID-u pa ni več naenkrat sodišča ne delujejo, naenkrat odškodnini in tako naprej in tako naprej. Glejte, samo v Združenih državah Amerike naj bi ti zneski od 50 let prejšnjega stoletja presegli 4 milijarde dolarjev odškodnine za spolne škandale, ki jih je cerkev plačala. Poskusi finančnih reform večje transparentnosti in boja proti pranju denarja sicer potekajo, ampak naletijo na odpor znotraj struktur, ki nimajo stika z zunanjim. Ne? In to je bil, glejte, nepotizem v preteklosti, hvala lepa, dodeljevanje ključnih finančnih položajev, predvsem italijanskim kardinalom. Italijanski kardinali so dobili zaradi vpliva italijanske banke in v Vatikanu seveda ključne položaje. In velik preizkus finančne vzdržljivosti in organizacijske sposobnosti bo tudi, poslušajte, jubilejno leto 2025, ki zahteva ogromne investicije, a hkrati ponuja priložnost za duhovno mobilizacijo in še zbiranje sredstev. Zdaj, če je Vatikan 30 milijonov v minusu, lahko je tudi razlog, da je odlog za pogreb finančno pomanjkanje, pa je lahko finančno pomanjkanje, če vzamemo, veste, za izvedbo volitev novega, ker ne vejo, kako dolgo bodo zaprti v konklave. Vse to je povezano s financami po eni strani, po drugi strani moralna kriza je tudi problem in tretja stvar, velik problem pomanjkanje duhovnikov. Danes sem objavil iz vseh časopisa, kjer Slovenija že uvaža poleg medicinskih sester tudi kvantne duhovnike. Cerkev uvaža duhovnike iz tretjega sveta.
Vzroki so večplastni. Splošna sekularizacija družbe pomeni, da vera igra manjšo vlogo v življenju kot včasih, a ne? Zato je tudi manj kandidatov za duhovniški poklic. Obvezni celibati ostaja za mnoge mlade moške, to je velika ovira. Ključni dejavnik pa je nedvomno uničujoč vpliv škandalov spolnih zlorab in pa padec ugleda duhovništva. Zato so zdaj mladi duhovniki na družbenih omrežjih, ki imajo, ne vem, dnevno poročanje, kako njegov dan poteka, kako se ima fajn, kako zjutraj ima mašo, pol vstane. Poznate tega našega Goloba, a ne? Gospoda Goloba, on to redno poroča, s katero je na kavi, kam potuje, kakšno mašo kdaj prenaša. Seveda, ja, kdaj ima nastop, povabijo ga na televizijo, treba je reklamo delati za to, da potem se še kdo odloči. No, na srečo se je zdaj tudi njegov brat odločil za duhovniški poklic, sem slišal. Ne? Lejte, ko institucija, ki bi morala biti varuhinja morale in zaščitnica najšibkejših, zataji na tako grozljiv način, da mora ljudi na tak način iskati, je izguba zaupanja in privlačnost poklica absolutno neizogibna. Ni izhoda. Pomembno pa je seveda, oprostite vsi, ki poslušate, jasno ločiti med problematiko spolnih zlorab, tukaj morate mejo postaviti. Eno so spolne zlorabe, drugo pa so vprašanja, ki jih povezujemo z LGBTQ osebami. To sta dva različna vprašanja, dva različna pola. Pri eni gre za zlorabo, pri drugi gre pa vzgojo za zlorabo. Da se o tem ne bi govorilo. Ljudje si vzgajajo spolni kader. Obsežne študije, kot je znamenito poročilo, bom rekel, John J. Collegea iz leta 2011, so pokazali, da večina duhovnikov, ki so zagrešili spolne zlorabe, ni imela LGBTQ spolne homoseksualne identitete. Sploh ne. Temveč je šlo predvsem za vprašanje zlorabe moči zaradi psiholoških motenj in dostopa do potencialnih žrtev in pogosto mladoletnih fantov znotraj institucionalnega okolja. Seveda, da ne bi bilo potrebno toliko investirati v to, se zdaj pač družba sekularizira preko LGBTQ in to se počne v civilnem sektorju, v šolah in pa v semeniščih, da se spolno izobrazijo tudi mladi duhovniki, da ja, kdo ne bi povedal, ker so odškodnine velike. Povezovanje zlorab s homoseksualnostjo je pogosto neutemeljeno in služi zgolj za preusmerjanje pozornosti od globljih strukturnih problemov. Tako da, če se spomnite, zdaj, ki je bilo v državnem zboru seksualna afera, ko je nekdo hodil v državni zbor predsednici, a ne vem koliko časa, in glasbenik so to sprožili zato, da so skrili druge stvari. Tudi cerkev je včasih v takšnih težavah, moralnih, etičnih, finančnih, da naredi spolni škandal, zato da preusmeri pozornost. Torej, vprašanje odnosa, če gremo nazaj do LGBTQ plus oseb, pa kljub temu ostaja silno občutljivo vprašanje. Na spornih področjih, kjer se kaže napetost cerkve med tradicijo na eni strani in to modernostjo, ki je plačana, na drugi strani. Včeraj sem gledal prispevek, da v Beogradu so dobili informacijo, da so 250 milijonov dolarjev iz Amerike, zdaj, ko odkrivajo te škandale, pa je v Ameriki 6 računalnikov v različnih državah, noč in dan tiskalo denar, noč in dan iz zraka in so sponzorirali, se pravi, nemire in te spolne izprijence plačevali za to, da so zdaj v državnih ustanovah, da so zdaj v šolah, da so se v mavričnih hlačkah po cesti sprehajali, delali te svoje parade ponosa, in so ponosni, ker so dobili denar iz lufta in za njega niso rabili nič narediti. Zdaj si to predstavljajte. Tudi cerkev dobi denar iz nič. Nič ne naredijo, komandirajo, zdaj, ki pa denarja niso, pa v težavah. Niso navajeni delati. Eno uro maševati, za plačano mašo ni problem. Problem je ostalih 23 ur. Uradni nauk cerkve še vedno temelji, gledajte, uradni nauk, govorimo o uradnem nauku, na tradicionalnem razumevanju spolnosti na eni strani in zakonske zveze kot izključno heteroseksualne inštitucije ter nasprotuje istospolnim razmerjem in družinam. To je klasično. Ta nauk pa je zdaj trčil z svetlobno hitrostjo v 5 letih ob spreminjajoče se družbene norme. Tudi mi čudno in debelo gledamo, kaj se v družbi dogaja.
2 kurikuluma imajo v vsaki šoli, enega pri zadnjih vratih, enega uradnega. Tako da, gledajte, proste dejavnosti v šoli, ki so, ko grejo otroci v naravo, ko imajo zaprte varne prostore, to so vse izrazi, ki ni nič varno. To je zelo nevarno. Tako kot takrat, ko govorijo o miru, je dejansko vojna. Ne? Mi zdaj govorimo v Evropi o čem? O oboroževanju za mir in zaščito. Lepo vas prosim. Hvala lepa za tak nauk, smo to že dali skozi. Ta nauk pa vse bolj trči, bom rekel, v te zahteve po enakopravnosti, po priznavanju človekovih pravic, in tam se najde skupina 10 ljudi, ki reče, ja, mi pa hočemo pravice, in se zaradi 10 ljudi zakon spreminjajo. In to je vse načrtno. Tudi tisti zakonodajalci so plačani, cela struktura je plačana, če se denar tako zelo tiska. Tukaj nastane problem. Problem vrha, problem papeža, ki je svojo izjavo, kot je bila, kdo sem jaz, da sodim, in z obnovitvijo dokumenta, ki dovoljuje blagoslov parov v nereguliranih situacijah, recimo vključno z istospolnimi, nakazal premik k večji, pa rečemo temu, pastoralni odprtosti. Ali usmiljenju, ne? Usmilo se jih je, ja, toliko so potrebni, da se jih je mogel usmiliti, boge, reveži, toliko so trpeli. Vendar pa uradni nauk ostaja nespremenjen. Zdaj, tu dvoje pa ne gre skupaj. To je kot v kvantni tehnologiji, sta 2 elektrončka, vmes je pa zraka, ne? Vmes pa ni nič. Ta trenutek, kot tega ni, na eni strani plus, na drugi strani pa odsev. Na eni strani jaz, na drugi strani moja fantazija, vmes mi pa zdaj manjka ljubimka, ljubimec, vmes mi pa manjka ne vem kaj. Tukaj vzgajajo ta vmesni del. Ta dilema ni le abstraktno teološko vprašanje. A veste, da se dotika življenj konkretnih ljudi, ki jih postavlja v situacijo, in cerkev, celotno cerkev postavlja seveda pred velik izziv. Kako uskladiti svojo doktrino s klicem evangelija k ljubezni in sprejemanju vseh. Kako vseh? Vprašanje LGBTQ tako ni nekaj, kar, bom rekel, v navednicah uničuje cerkev od zunaj, temveč je simptom globlega notranjega boja cerkve same seboj. Boja med ohranjenjem tradicije in odgovorom na znamenje časa. Smo zdaj v drugem delu, točka 4, in gledajte, ker se toliko govori o digitalni preobrazbi, digitalna preobrazba, ne, kaj vse novih izrazov se moramo na stara leta učiti. Zanimivo, ne, najprej digital, pa še preobrazba, preko obraza. Ja. In je cerkev zdaj, veste, pred izzivom tako imenovanih algoritmov in virtualne resničnosti, s katero je sama 2000 let stregla, ker cerkev je dejansko nam ponujala virtualno resničnost, obljube. In mi tudi ne vemo, kaj se dogaja za algoritmi, ki jih programer sprogramira. Ne moreš vedeti, ne? Tako da, lejte, obljubljajo sicer varnost, obljubljajo zaščite, po drugi strani so pa kraje pa preprodaje podatkov. To, kar se zdaj v Ameriki dogaja, ko so različne ustanove, ko si prodajajo podatke, prodajajo podatke pacientov, ena ustanovi, drugi, in tržijo s podatki pacientov, to je strahota. In zdaj skušajo to ukiniti. In pri nas je isto. Policisti na cesti ukrade podatek, ta podatek potem gre, če se uspeš pritožiti, ne, na FURS, FURS ta podatek spet ukrade, brez tvoje vednosti ga pošle kam na IPES, IPES pošle banki odločbo, da ti mora spet banka dobi podatke, ne. Banka tam kar eden, ki nima pooblastila, vzame denar dol. In to je ta digitalna preobrazba in temu se moramo upreti. Zdaj pa gledajte, gremo naprej. Kot da notranji boji, o katerih smo prej govorili, cerkve in krize, ne bi bili dovolj, že to samo, kar smo do polovice prišli, je strahotno. Se cerkev sooča še z revolucijo, ki prihaja od zunaj. Znotraj imajo boje, zdaj pa je še od zunaj prišlo. Korenito se spreminja sama človeška krajina.
odnosi, v kateri deluje digitalna revolucija, vpliv interneta, družbenih omrežij in zdaj za povrh še umetna inteligenca, ki sega daleč preko zgolj tehničnih vidikov, glede na sposobnosti, ki so jih razvili in na tehnološke možnosti. Veste, to postavlja pod vprašaj vse tradicionalne vire, od izobraževanja, kulture, duhovnosti, cerkve, politike, gospodarstva, na vsa področja sega. Karkoli vprašaš, dobiš odgovor. Katerokoli področje. Lih danes sem se naučil, gledajte, za medklic povem, kar mi je bilo zelo zanimivo. Obstaja en portal, kjer napišeš, da vam razložim, če si ti hotel narediti slikanco za otroka, za vnučka, recimo, če si jo hotel dobiti, si jo mogel iti kupiti. Ampak preden si jo kupil, je mogel nekdo nekaj napisati zgodbo, ja, en avtor, je mogla ena zgodba obstajati, ali pa po naročilu se je naročila. Potem si mogel dobiti koga ilustratorja, ki je to nekaj mesecev ilustriral, risal, in potem so seveda to združili v enoto, nekdo je potem to uredniško pripravil, kaj je bilo potreba potem narediti. Potem seveda to grafično urediti, pripraviti, prelomi, potem pa tisk. In to je bil proces, ki je trajal recimo od naročila do konca nekaj mesecev ali pa celo več, odvisno od tega, kako so bili ljudje pripravljeni sodelovati. Zdajle vam jaz povem, če vi meni zdajle naročite zgodbico o jagenjčku, ilustrirano knjigo, jo jaz naredim tukaj v 8 minutah. Najprej moram pravilno postaviti vprašanje, seveda moram vedeti, kaj bom vprašal. Računalnik sam zgodbo naredi po naročilu in za vsaka 2 stavka nariše ilustracijo, ki živi. In to veste kakšno? Kot Disney risanko. To vse živi. In dobiš besedilo, sliko za otroka, slikanco v 10, natisnjeno in zvezano izdelam tukaj, kjer zdaj stojim. Prva stvar. Druga stvar, recept. Recimo, želim eno jed, samo povem vam, kaj zmore ta inteligenca. Želim to jed in ta recept. In kaj naredi? Najprej ti nariše sestavine, potem količine, potem kako se to zmeša in cel postopek nariše 15 slik, ker ponavadi si imaš recept napisan, pa končno jed naslikano. Tukaj se pa računalnik ti pa naredi v 10 sekundah, ti izriše ven vse slike, vse recepte, samo naprintaš in imaš, ne vem, 5 strani za eno jed, do lasu natančno napisano, kako in kaj. Popravilo avtomobila, popravilo pralnega stroja, nariše, napiše, samo poveš, katero marko, kaj, kdaj, kako. Druga stvar, če nekaj ne znam na računalnik, vključim eno točko in rečem, a vidiš moj zaslon? In mi odgovori, reče, vidim. Rečem, jaz bi pa to rad naredil, a mi daš navodila. In te vodi, klikni tu, klikni tam, napiši to in je zadeva zaključena. Ljudje plačujejo po 500 evrov, po 1000 evrov seminarje, grejo potem domov, pa več nič ne znajo. In tukaj se bo vse spremenilo. In to ni samo to, kar sem vam zdajle povedal. Stvari grejo strahotno naprej. In zdaj ni več vprašanje tradicionalne avtoritete, učitelja, papeža. Zdaj imaš tipkovnico, domišljijo in mašina vse sama naredi. Vprašanje je, če je to mašina, ne? Zdaj po vsej tej logiki. In načine komunikacija, in zdaj gledajte, tukaj noter se vprašamo, zdaj, kaj je narava verske izkušnje. In prvi očiten učinek je izguba informacijskega primata. Vatikan je izgubil informacijski primat. Tudi če vsi grehi grejo tja, ki ne grejo, imajo kvantni računalnik, zdaj gre to v računalnik, ne gre več v spise pod tisto podzemno njihovo knjižnico, a ne?
Vete, ker stoletja je bil Vatikan s svojo knjižnico in arhivi središče učenosti in varuh znanja. Zlasti na področju teologije in cerkvene zgodovine. Danes pa ti greš na en portal z umetno inteligenco, postaviš teološko vprašanje in ti 50 strani knjigo napiše računalnik sam in ti jo prebereš in imaš napisan od A do Ž vse. Knjigo, oblikovano. Samo postaviš v Word in natisneš. Študijo teološko, ali zgodovinsko, ali cerkvensko, vseeno. In ta nadzor nad informacijami je bil seveda eden ključnih momentov cerkvene avtoritete. In to se je zdaj izgubilo. Cerkev ne ve, kako naprej. Noben kardinal ni več dovolj pameten, da bi postal papež. In tega jih je strah. In Frančišek je že tukaj pokazal, kako je ponižen, nič več. On je hotel niti v svoje stanovanje. Tam je šel pico kupovati, ko je bil v Vatikanu. Danes pa živimo v dobi radikalne demokratizacije znanja. Interneti, iskalniki, recimo Google, spletne enciklopedije, Wikipedije in tako naprej so postali primarni vir informacij. Ne rabiš več župnika vprašati za nasvet. In to za milijarde ljudi. A si predstavljate to razliko? Tudi Vatikan sam se digitalizira in digitalizira svoje arhive, da bi jih ohranil in po eni strani, po drugi strani pa naredil dostopne za staro znanje, da bi vsaj z te strani postal interesanten. Ampak kaj se dogaja? S tem hkrati prispeva k razpršitvi svoje nekdanje informacijske moči. Ker znanje, ki ni bilo dostopno, sedaj digitalizira in ga daje v računalnik, zgublja še tisto skrivnostnost, ki jo je imel. Ker ljudje za odgovore na svoje vprašanja, tudi tista o veri in morali, ne potrebujejo več nujno nekega posrednika cerkvenih institucij. In če k temu prištejemo še načeto moralno avtoriteto cerkve zaradi škandalov, postane razumljivo, zakaj njen glas v javnih debatah o etiki, znanosti in družbenih vprašanjih pogosto ni več tako močan in samoumeven, kot je bil. Jaz se spomnim predavanj na teološki fakulteti, tako je bila nabasana predavalnica, da ljudje noter niso mogli jeti. V 80-ih in 90-ih letih, ko sem bil študent in ko sem bil še mlad duhovnik, takole se je trl ljudi, ko so bili misijoni v cerkvah, to je cerkve, stene in okna so švicale, ljudje so bili željni znanja, danes tega ni več. Računalniška družbena omrežja predstavljajo še posebej kompleksno področje. Po eni strani odpirajo v cerkvi nove vznemirljive možnosti. Seveda nove možnosti, ampak glede na to, kako počasi se tam spreminjajo, je vprašanje, kako bo to šlo skozi. Duhovniki in redovniki postajajo zdaj, ne se smejati, ampak postajajo digitalni misionarji. Na WhatsApp vam pošlje sliko Device Marije in podobico. Na Facebook vam da molitev. Na Instagramu pove, katero cerkev je obiskal, pa s katero nuno se je sprehajal. Imate seveda verske influencerje in na platformah, kot sta recimo Instagram, TikTok, delijo svojo vero na privlačne in seveda golobove osebne načine. Vatikan samo dokumentu, ki se imenuje Toward Full Presence, nasproti popolni prisotnosti, prepoznava pomen teh virtualnih prostorov za dialog in pristno srečanje z drugimi. In to je zdaj za njih, je to pristno srečanje z drugimi. Ljubi Bog, ko ti zamenjaš, tako da bi zdaj jaz rekel, jaz sem pa zdaj pri vas doma v kuhinji, v dnevni sobi, kjerkoli že ste, in zdaj imamo pa mi dober večer, vsi, ki gledate tudi izven, zdaj imamo pa mi pristno srečanje. Malo čudno, ne? Čudna definicija. Pristno srečanje imamo mi tukaj z ljudmi, ki smo tukaj, pa še tle je problem, ker moram jaz v kamero gledati, ker ne gledam mojih prijateljev, ki so tukaj v oči in ne vidim niti reakcije. Vas pa tudi ne vidim, ker ste tako prijazni, da imate vsi izključene kamere. Da ste bolj kamot, da lahko mes kaj pojeste, popijete, da ne rabite tam biti kot kip, ne. Jaz sem, Rozalija je že prezgala kamera. Dobro, fajn.
fajn je, če vas vidim, veste, ker je fajn, ko človek vidi, da se nekdo nasmeje, da ima in to je vsaj, to je odziv, to ni tisto pristno, ko človeka v živo doživiš, ne. Glejte, za bleščečo fasado povezljivosti digitalne se skrivajo tudi temnejše plati. Ti algoritmi, ki poganjajo ta omrežja, so optimizirani za pritegovanje in za zadrževanje pozornosti. In to zadrževanje pozornosti služi YouTube, služi Facebook, služi vsak portal, zaradi tega, ker je plačan, da čim več oglasov vam v tem času podzavest tolče, da vi pol kupite stvari, ne. Vse je biznis. Gre za iskanje pozornosti, kar pogosto spodbuja senzacionalizem. Bolj ko je ena stvar senzacionalna, več je pozornosti, dlje se ljudje zadržujejo, ali pa gre kar ene sekvence, pošiljajo algoritmi zdajle, te pogrunta, kaj ti je všeč, in preden odpreš portal, hočeš nekaj narediti, nekaj napisati, nekaj objaviti, ti že ponudi nekaj, kar tebe zanima. In točno tisto ti ponuja. Če nimaš močne volje in rečeš adijo, delaš svoj posel, pride do distrakcije. Danes največji problem pri otrocih, pri vseh, ki so na delovnem mestu, predvsem tisti, ki imajo recimo SP ali pa samostojna podjetja, je ta distrakcija zmanjšala včasih tudi na 70–80% delovno produktivnost. Distrakcija danes je največji problem in temu rečejo iskanje pozornosti, ne, skozi te digitalne tehnologije. Ker kaj? Skozi senzacionalizem ti doživiš čustveno reakcijo. Ljudje smo čustvena bitja. In postaneš površen, ker ti gre pozornost in misli čist drugam. Globoka sporočila vere se zgubljajo. Vse gre trenutno in zdaj. V toku kratkih, bom rekel, hitro prebavljivih stvari, spominjam se, ko je prišel Twitter prvič ven, pa so rekli, da bo imel 155 znakov za napisati, nič več, sem si jaz mislil. A veste, mi na teologiji smo imeli za en izpit od 300 do 500 strani. En izpit. Ne? Skripta, študij, en predmet, ne vem, kozmologija, mariologija, filozofija, svetopismo. To so bile orang študije in ti, ki si prišel, si mogel nastopiti, govoriti in odgovoriti na vprašanje profesorju in povedati stvari. Zdaj pa 155 znakov in potem ljudje te kratke, sploh nimajo več misli tekoče, sploh ne morejo več, ljudje niso sposobni napisati pol strani. Ljudje enega odstavka več ni, sploh ne ve, kako začeti. Ljudje so postali povsem nepismeni. Ker te hitro prebavljive vsebine, 15-sekundni video recimo na TikToku, a ti prinese resnično bogatstvo svetopisemske pripovedi, doživetja, izkušnje, misli, ali pa morda tega, kar nocoj jaz govorim, ko nekdo doživlja, sliši kakšen stavek in se ga dotakne v duši in v srcu in si reče, ojej, a ne. Družbena omrežja lahko postanejo ne samo gojišče, ampak tudi gnojišče dezinformacij. Ne bom rekel sovražnega, ker sovražni govor ne more obstajati. To je v bistvu izraz za omejevanje svobode govora. In tukaj ta polarizacija in to razdvaja našo skupnost, namesto da bi jo povezovalo. In pol več ne veš, kaj bi naredil. Si potem kot novinar, ko imaš samo cenzuro, si rečeš, aha, če bom to objavil, bom pa odpuščen, ali pa mi bo od plače trgal, ali pa sodnik, če ne bom tega obsodil, jih bom fasal, ne, ali mi bojo pa plačo znižali. In tako naprej. Glejte, nenehna izpostavljenost digitalnim dražljajem otežuje, kako bi rekel, včasih smo temu rekli kontemplacija, razmišljanje, moti tišino. In to, kontemplacija, razmišljanje, meditacija, predvsem tišina, to so ključne stvari za duhovno življenje, za pogled vase. Ne, da gledaš skozi sebe v ta zaslon, pa reklame, a ne? Ja, lejte, ne? Pa še kaj bom natipkal, ne? Skozi sebe. Introspekcije več ni.
Kako uporabiti moč teh orodij, zdaj vas vprašam, za dobro. Ne, da bi pri tem podlegli njihovi logiki in njihovi vsiljivosti, površnosti, komercializaciji. Za duhovno življenje, predvsem za duhovnike, ki se s tem zdaj srečujejo. Kako v digitalnem hrupu ohraniti prostor, 5 minut, 10 minut, prostor za tišino, čas za tišino, za globino, za pristno človeško srečanje, za pogled v oči in za poslušanje, da ne rečeš nič ali pa da vmes telefon ne zazvoni. Ker ponavadi takrat, ko hočeš nekaj povedati, glih takrat bo telefon zazvonil. Klasika. Ker prisluškujejo in ravno takrat ti pozvoni. Najbolj radikalen, morda še povsem doumljiv izziv, veste, pa prinaša vzpon, tako kot sem že na začetku rekel, generativne umetne inteligence, GAI, General Artificial Intelligence. Sistemi, kot je zdaj tale, kako je že ChatGPT, a veste, kažejo osupljive sposobnosti obdelave jezika, učenja in generiranja besedil, ki se zdijo povsem človeška. Naj vam povem primer, kaj sem zadnjič rekel, grem probat za medklic. Strašno se mi je mudilo, veste, da sem priden, ne bom pohvalil sebe, ampak Mihajla bom pohvalil. Sebe ne. Mihajla bom pa pohvalil, ker se mu je mudilo in je rabo en film narediti, nekam jet, ene stvari so se zgostile in si je rekel, ja, kako bom pa zdaj ta film prevedel, ker sem ga želel predvajati. In problem je tista datoteka, v kateri se skriva besedilo za podnapise. In seveda, ni problem iz filma izlučiti besede. Problem je potem, kolikor tolikor soliden razumljiv prevod. Če ga daš na Google, veste, kaj naredi. On si svoje izmišljuje, kar po svoje nekaj prevaja. Pa niso sklanjatve, pa en kup problemov. Zdaj sem pa rekel, kaj pa če bi jaz, moja ideja, ne, na ChatGPT bi rekel, tukaj ti dam to datoteko, zdaj je pa to v angleškem jeziku, a bi ti to znal prevesti, to vse, tako da bi pod časovnimi kodami, ko se film vrti, besede pravilno stale, in potem, ko to prevedeš, mi daš datoteko, ampak prej jo analiziraj, razmisli, naredi odličen prevod. A veste kaj? Naredil mi je ne vem, 8 sekundah datoteko, samo da vam razložim. Angleško sem postavil gor in sem mu dal navodila, je rekel, tukaj je, sem razmislil, sem prevedel, sem ohranil, vse, kar sem mu jaz naročil, mi je dal prvič, drugič, tretjič, in tukaj je datoteka. In sem jo prevzel dol, sem pregledal, sem rekel, wow. Ljudje božji, jaz sem včasih cele noči in dneve tle sedel, da sem en film ali pa eno to zadevo pripravil. Zdaj po novem, jaz lahko 4-5 filmov naredim v enem dnevu. A pa še več. Samo da vam povem, kam stvari grejo. Ampak to je samo en primer. Glejte, in tukaj so zdaj kompleksni duhovni nauki. Koliko je človek sposoben to vzeti kot orodje ali to razumeti in uporabljati pri svojem delu za različne stvari. Za vzgojo živali, za rastline, za kmetije, za tehnične delavnice, za filozofe, za učitelje, za pripravo. A veste, da ljudje sploh nimajo ideje, kako bi to uporabljali. Tudi ne znajo si orodij izbrati. Rajši plača 20 € ChatGPT, vpraša pa dobi odgovor in to je konc. V resnici je pa stvar čist drugje. In ljudje tega ne razumejo. Tako kot ne razumejo politiki danes, ko investirajo v inteligenco, sploh ne vejo, v kaj investirajo. Ja, umetno inteligenco to. Nekdo bo to že naredil. Stvar je zelo nevarna, hkrati je pa zelo stvar uporabe. A veste kako? Vsako stvar lahko, nož lahko uporabiš za kruh rezati in nož lahko uporabiš, da nekoga ubiješ. In jaz mislim, da tukaj je treba narediti zdaj našo družbo, slovensko in otroke in politike, in je treba povedati, da se ta umetna inteligenca naredi za kruh rezati, ne pa nam krasti podatke, denarnice in ubijati naša življenja.
ker ta umetna inteligenca lahko postane naš nož, ki ga dobiš v hrbet na vsakem koraku. Se pelješ po avtocesti, priješ domov, te že račun čaka. Ker si prehitro peljal, te umetna inteligenca sama prijavila, izpisala in si že po mailu račun dobil. Ali so ti pa že kar trgali z računa, ali pa ne moreš nekaj kupiti. Tako da gledajte, samo namen uporabe, to so kompleksni nauki, jaz temu kar rečem, teologija umetne inteligence, morala, etika ljudi, ki bodo to ali pa naj bi s tem ravnali pošteno. Vsem celotni družbi v korist. To je ta kvantno razmišljanje. Jaz, ko zdaj tle razmišljam, širim valove in gotovo bo nekoga doseglo, ki bo to isto razmišljal, pa ne bo vedel, odkje je misel dobil, in temu se reče kvantna tehnologija. Ali pa kvantna misel, o nekom razmišljaš, pa te pokliče, o nekom razmišljaš, pa ga srečaš v mestu in tako naprej. Ja? Primerjamo različne verske tradicije, ki imajo različne izkušnje in celo odgovarjajo na osebna vprašanja o veri in morali, na tak drugačen. Prej smo imeli primer prerokbe. Poglejte, kam je ta kvantna misel, 600 let je v zraku in odseva na tem polju. Sposobnost, bom rekel, te umetne inteligence in teh ogromnih količin podajanja odgovorov z navideznim nepristranskostjo, reči tako rekel, in logično doslednostjo pri mašini, pri teh algoritmih, ki so tako narejeni, ki se ponavljajo, je neverjetna natančnost. Nekateri pravijo sicer, da kdaj halucinira. Morda ga ne vprašaš pravilno in se mu zafacla, ker hoče odgovoriti to pa to. Se pravi, tudi pri pogovorih včasih, ko ga poslušaš, pa ga ne razumeš, ker govori zmedeno. So pa ljudje, ki znajo tako natančno povedati stvari, tako precizno, da ni dvoma. Naprimer, včeraj ali predvčerajšnjim sem se pogovarjal z mojim prijateljem, dobrim prijateljem Borisom, in sva se nekaj hecala in sem ga vprašal, koliko črk pa ima abeceda. Zelo natančno vprašanje. Ja, je rekel 24 ali 25, ne? Koliko? 25, ne 26, x, q, pa to nimamo. Ampak ne, sem rekel, abeceda ima 7 črk. A, B, C, D, E, abeceda ima 7 črk. Vidite, in tu se inteligenci včasih malo zmeša. Beseda, abeceda ima 7 črk. Ko sem rekel, koliko črk ima abeceda? 7, ne? A ste prešteli jih ima, ne? Poglejte, vsako vprašanje v sebi skriva več vrst odgovorov. In zdaj, ko smo mi naučeni na en odgovor, na eno logiko, na drugi sploh ne pomislimo, ko nekdo drug pa lahko razmišlja drugače in je lahko tudi zelo resnična realnost. In o tem mi danes govorimo, o tem kvantnem duhovništvu, o tem kvantnem oltarju. Ker marsikdo je rekel, kaj se pa vi greste. Je nič se ne, razmišljamo na glas, to, kar imamo pravico. Vete, posledično se dogaja subtilen, neviden, potencialni tektonski premik s tem, kar se trenutno dogaja. Ljudje se za odgovore na svoja najgloblja vprašanja vse pogosteje danes zatekajo, žal, algoritmom, umetni inteligenci, namesto k tradicionalni avtoriteti, k župniku, k spovednico, k mami v kuhno. Amerikanci hodijo k psihologu, kar zdaj pri nas hočejo to uvesti, to novo vejo, da ima država vsako misel in vse pod nadzorom, ker tam se vse zavede, in da ti vmes še prodaja psihiater še kakšne, ne, da ne bom tle rekel, in te drži pol na tistih antidepresivih do konca življenja. Ne greš več k avtoritetam, teologom, duhovnikom, svetim pismom, ne iščeš več po svetem pismu, vtipkaš in dobiš rešitev. Konstantno, instantno, zdaj, tukaj, ta trenutek. Glejte, zdi se, kot da se je zdaj koncept papeške nezmotljivosti, zdaj smo spet tukaj in to je ta kvantni preskok, nezmotljivosti. Papež je dobil tekmeca, on ni več nezmotljiv. Nezmotljiv je še kdo? Digitalni tekmec, in to je velik problem za cerkev. V obljubi algoritmične objektivnosti
je v tem primeru papež veliko bolj zmotljiv, kot trenutna baza informacij. Sveda pa je treba pri tem biti izjemno previden. Glejte, da ne bom zašel, ker umetna inteligenca, ne glede na svojo naprednost, nima zavesti, nima čustev in to tudi napiše. Nima moralne presoje ali pa duhovne globine. Zato, ker ne čuti. Če ne čustev, vse to odpade. In to tudi napiše. Vprašanje pa je, kaj je v resnici na drugi strani. Ali ni že samo izgovorjena beseda energija in moč? In ko se bo stroj zavedal, da je v besedi moč, takrat se nam huda piše. Ne more nuditi sočutja, samo moč lahko vidi. Ne more nuditi odpuščanja, niti, bom rekel, zakramentalne misli. Ker chatboti, kot je recimo Magisterium AI, ki ga ima Vatikan. Vatikan ima chatbot, pazite, Cirko ima, ker robot odgovarja. Halo? Ki naj bi odgovarjal na vprašanja o grehu. Niste vedeli, ne? Ok, deluje brez kakršnekoli duhovne ali pa zakramentalne avtoritete in tam ti stroj odgovarja, ti si v duševni stiski, tam ti pa črke meče ven, ne? Ljubezen, vera in odnos z Bogom ni nekaj, kar bi lahko simulirali ali pa razrečili, zreducirali na podatke. Mi, ljudje, nismo podatek. Ampak kljub vsemu tale umetna inteligenca AI nedvomno ponuja, bom rekel, neke priložnosti. Kakšne priložnosti? Da duhovnikov ni treba sedeti v spovednici, ampak je lahko s kakšno ljubico na večerji, vmes pa chatbot odgovarja, ne? In na koncu mu chatbot reče, toliko ta spoved stane, toliko časa zbla, ta zakrament toliko stane in mu še potem dinarčki prihajajo. Tako daleč smo danes prišli. Lahko je izjemno koristno orodje za teološke raziskave, recimo za prevajanje svetih spisov, za analize zgodovinskih dokumentov, za personalizacijo verskih vsebin ali pa celo za administrativno pomoč v župnijah. Človek nič ne reče. Ključno vprašanje za cerkev je, kako bo pristopila k tej tehnologiji. Ali jo bo zavrnila iz strahu, v kar dvomim, ali bo pa nekritično sprejela in jo bo znala modro in etično ali pa neetično integrirati kot orodje v službi svojega poslanstva. Ker ti ljudje imajo poslanstvo, ti ljudje nimajo službe. Poslanstvo je nekaj drugega, veste. Ti lahko hodiš v službo, si tam mrtev, prideš, oddelaš, če imaš pa ti poslanstvo, imaš pa zavest, imaš odgovornost. AI nima odgovornosti. In v tem kontekstu postane, bom rekel, kanonizacija digitalizacije, ki jo simbolizira razglasitev Karla Actusa, ali kako se reče, Actiusa, zdaj po novem najmlajšega svetnika, še bolj pomenljiva. Ali veste, da bo cerkev razglasila najmlajšega svetnika, ki je rojen v digitalni dobi? Zakaj? Za vzor mladim. Da bojo, zdaj bo svetnik v cerkvi s tablico v roki, z mobitelom, svetnik bo zdaj za računalnikom, to cerkev dela zdaj. Zdaj se pripravljajo na to. To je zdaj osrednja tema Vatikana, če še ne veste. To bo zdaj bum čez en čas. Zdaj bojo svojo strast do računalništva združili z globoko evharistično pobožnostjo in uporabljali internet za širjenje vere. Da ne boste rekli, da niste bili opozorjeni. Mihael vas je opozoril na glas. Mihael ima vas rad. Mihael ima vas rad. Ja, veste kaj, zdaj to evharistija preko
digitalna evharistija, ne, ki ustvarja obsežno spletno stran o evharističnih digitalnih čudežih, postaja zgled za novo generacijo. Zdaj treba neke čudeže narediti, ne, dati svetniku računalnik, tablico, karkoli že digitalnega v roko in gledajte, in to kanonizirati, kanon, kaj kanon? Kanon je v bistvu uzakoniti svetnika, ne, reči, ta je pa zdaj vzor in vsi pol njega gledajo. Računalnik. Jaz upam, da vam je nocojšnja tema zabavna in resna hkrati. A ne? In veste, ko vi človeka z računalnikom povzdignite na oltar ali na pediestal, ali ga postavite na prižnico, ali pa v katedralo, na najbolj pregleden prostor, s tablico v roki, prej so jim tako itak že žar naredilo okoli glave, zdaj samo še tablico v roke. A ne, to ni več priznanje, da je mogoče živeti sveto življenje brez digitalne kulture. Glejte, tak svetnik je sporočilo mladim, da sta vera in tehnologija nujno potrebni. Da si sploh nista več nasprotujoči. In poskus cerkve, da najde, bom rekel, jezike in poti za evangelizacijo v svetu, ki ga oblikujejo zasloni, po novem bo Jezus algoritem, ne? In to je, gledajte, ta uzakonitev neumnih stvari, ki ne grejo skupaj. Seveda poslovno to gre, ampak v izvirniku duša z dušo prinaša, veste, velika tveganja, da se vera preveč prilagodi logiki digitalnih medijev, da postane površinska ali se zgodi tako, da izgubi povsem izgubi pomen fizične skupnosti. In to, glejte, je z druge strani se oglasil en teolog in je na to nevarnost opozoril. To je bil Antonijo Spadaro, ki je govoril v svojih razpravah, ki sem jih jaz bral in tukaj študiral, o virtualnih zakramentih. Si morate misliti. Dobro, gremo na točko 5. Zdaj človek v iskanju presežnega. Zdaj pa bomo govorili o kvantni zavesti, duhovnost in vloga cerkve. V osrčju vseh teh zgodovinskih premikov, institucionalnih kriz in tehnoloških revolucij ostaja človek še vedno bitje iz mesa in krvi. Takole vam bom povedal. Anton Trstenjak, ko sem bil pri njemu, je rekel, veš, takrat sem se še drugače imenoval, pokloštrsko, ne, oče Miran, pater Miran, ne, je rekel, kakorkoli obračaš človeško srce, je bilo 50.000 let nazaj enako, 5.000 let nazaj enako, 100 let nazaj in tudi zdaj je srce enako. V sebi nosimo neugasljivo hrepenenje po smislu ljubezni, povezanosti, presežnosti, transcendenci. Ne? Kako pa to, kar sem zdaj navedel, poteka danes v svetu kvantnih računalnikov in umetne inteligence? Kako to poteka? Vse sami veste. Tisti, ki vsaj malo veste o tem. Glejte, zanimivo je opazovati, kako se nekateri najbolj napredni koncepti sodobne fizike. Zdaj smo pri sodobni fiziki, ko rečem to, imam v mislih, da vam dam podnapise, govorim o kvantni mehaniki. To je kvantna mehanika. Na presenetljiv način dotikajo vprašanj, ki so bila v bistvu prej tradicionalna domena filozofije, tradicionalna domena teologije in duhovnosti. In zdaj se naenkrat pojavi načelo superpozicije, hkrati na dveh mestih. Superpozicija pomeni, da si, pogledajte se v ogledalo, ste v ogledalo in ste pri sebi, ne? Ali od sebe, ali pa kakorkoli, to je superpozicija. Ne? Ja? Ki pravi, da kvantni sistem lahko obstaja v več stanjih hkrati, dokler ga ne izmerimo. Okay? Zdaj so že naredili kvantni internet, veste, kako je hiter, nimate predstave, hitrejši od svetlobe. Ja? Svetloba je izmerjena, kvantnega ne morejo zmeriti. Pojav kvantne prepletenosti, kjer sta dva delca neločljivo povezana, ne glede na razdaljo med njima, in pa vloga opazovalca, ki svojim dejanjem, pa recimo merjenja, če hoče to izmeriti, vpliva na končni izid, vse to ruši klasično, določljivo, deterministično sliko sveta,
in odpira pogled na resničnost. Je veliko bolj fluidna, medsebojno povezana in morda celo odvisna od zavesti. Od zavesti. Danes imajo stvari, ki si da, bom rekel, nekaj za uho, razmišlja in se zavestno poveže z frekvenco te naprave in dobi ves odgovor iz Googla. Gledal sem teste, kvantne teste, kvantne tehnologije. Ja? In glejte, kako bomo zdaj mi govorili o enosti bivanja, o iluziji ločenosti, o moči človeške misli in namere pri oblikovanju naše resničnosti. Seveda je treba pri tem biti previden, neposredno enačenje fizikalnih teorij z duhovnimi koncepti, ko začneš to mešati, se stvari začnejo rušiti. In danes se vse ruši. In ta resonanca odpira novo, vznemirljivo področje življenja na eni strani, na drugi strani pa dialoga. S kom se bom lahko še pogovarjal, če bom samo pomislil in bom dobil rešitev? S kom se bo imelo sploh smisel pogovarjati? In tukaj, gledajte, nastane propad med znanostjo in duhovnostjo. Iz tega prostora, torej se meni ob tem študiju, ki sem to pripravljal, poraja tudi metafora, ko mi je prišlo na idejo in sem rekel, ok, kvantni duhovnik, to bo pa čudovit naslov za predavanje iz tega, kar sem raziskoval. In tako je to nastajalo. Ja, kvantni duhovnik. Ja, čakajte, to ni nujno oseba v črni obleki ali pa frančiškan v rjavi kapuci z belo vrvico, temveč prej simbol nove vrste zavesti. Ko rečem kvantni duhovnik, govorim o novi paradigmi. O popolnoma novem načinu komunikacije, o tem prehodu, v katerem smo zdaj sredi, ki se dogaja. Na eni strani izgubljamo odnose, na drugi strani pridobivamo komunikacijo z algoritmi, z napravami, se pogovarjamo. Ne? In tukaj pride delitev med materialnim in duhovnim, med znanostjo in vero, med razumom in intuicijo. A veste, kakšne stvari sem vam zdaj povedal? Tega AI nima. In kvantni duhovnik v tem pomenu je nekdo, ki raziskuje globine zavesti in njeno povezanost z vesoljem. Ti ne rabiš nobenega več, ti si naenkrat naredil kvantni preskok. Vsak človek je lahko duhovnik sebi. Naenkrat vse veš, naenkrat ti je vse odprto. Vse vesolje, združuješ modrost starodavnih tradicij z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji. Naenkrat ne samo v višino, v globino, ampak tudi v vso širino. Vse se odpira. Ne da bi začel eno besedo z drugo osebo. Kvantni duhovnik je nekdo, ki deluje kot most, kot vodnik, ki pomaga drugim integrirati to razširjeno, bolj povezano zavest vsakdanje življenje in s tem sodeluje pri ustvarjanju bolj sočutne in harmonične prihodnosti, vkolikor to počne moralno, etično, zavestno in seveda v komunikaciji z živim človekom. Da se zadeva pojasni. Zato imamo dve stanji. Eno stanje, ko si sam in ti je odprto vse vesolje in vse znanje, in drugo stvar, ko si tukaj sedaj s človekom in ko ga pogledaš v oči in da si z njim. To sta dve različni stanji. Staro stanje in sedaj staro plus novo stanje. Kako to združiti? Ali lahko cerkev sama postane nekakšen kvantni duhovnik za 21. stoletje? Morda je prav to njena naloga, pa jaz trdim, če bodo fantje pametni, je to lahko za njih blazno dobra priložnost. Da bi pa cerkev to dosegla, veste, se mora pa naučiti živeti v paradoksu, v nesmislu. Postati mora institucionalno bolj preprosta, dostopna, transparentna, manj obremenjena s strukturami moči, prepiri in tako naprej. Sveta enostavnost, sveta preproščina, Sveto pismo tudi tako pravi. Bodite preprosti kot golobi in zviti kot kače.
Hkrati pa ohranite svoje duhovno bogatstvo, ljudje božji, svojo mistično razsežnost in svojo sposobnost nagovarjanja najglobljih vprašanj sami v sebi. Včeraj sem poslušal enega predavatelja, ki je rekel, če hočeš izgubiti moč, če hočeš izgubiti vse prijatelje, če hočeš izgubiti samega sebe, potem daj od sebe vse znanje, ljudi vse nauči, vsi bodo postali boljši kot ti in na koncu ti bodo dali brco v rad. Zato, ker te nihče več ne bo tudi hvaležen, nihče ne bo. In to je žalostno. Poznam primere in kulture, kjer so taki ljudje, ki so to naredili, uživajo svoje življenje, svojo zasluženo starost, svoj zaslužen pokoj. Poznam primere, ki so ljudje to naredili, pa so končali v breznu. Ampak gledajte, to je stvar družbene kulture. Tudi stvar posameznika in kompleksnih družbenih pojavov, ampak to moramo odločno zavrniti, ker vsak poskus redukcije vere na zgolj algoritem ali pa na skupek nekih podatkov nima smisla. Za cerkev bom rekel tako, njena temeljna naloga. Moj nasvet kot nekdanji, bom rekel, uslužbenec, jaz sem še zmeraj duhovnik, tega mi nihče ne more vzeti. Ostane, veste kaj, ohranjanje prostora za tisto, kar presega racionalno in kar presega merljivo. Tu notri morajo najti prostor za čudež, za skrivnost, za lepoto, za sočutje, za ljubezen, ki ni zgolj simulacija empatije preko Instagrama in preko porno kanalov. Prositi morajo za milost, ki prihaja od Boga, od drugod, od vesolja, od srca, od znotraj. Kajti mi smo vse vesolje. Pri 6. točki, ki jo zaključujem nocojšnjo tematiko, spet 6, zanimivo, 6 je pač popolna, je primarna cifra, pot naprej. Preobrazba kot pogoj preživetja. Ne samo pogoj, če ga ne sprejmeš, ne preživiš. Če ga ne sprejmeš, te ni več. Torej, pot naprej. Katoliška cerkev nedvomno pluje skozi viharne čase, družba potuje skozi turbočase in vsi smo na isti ladji, če smem tako reči, na istem planetu. Vsak imamo pa notranje razkole med tradicijo in reformo. V družini, v politiki, poglejte, kaj vse se dogaja, ampak ker smo zdaj ravno pri cerkvi, bomo se usmerili na to. Imajo breme finančnih težav, moralnih škandalov. In pa zdaj, kot sem že na začetku omenil, cel tsunami digitalne revolucije jo postavljajo cerkev na, niti ne na temeljni kamen, ampak na izzive brez primere. Ali pa hišo na pesku. Odvisno, kam bojo zdaj hišo postavili. Skrivnostne prerokbe, ki smo jih na začetku rekli za Malahija, so morda samo odmev teh globljih eksistencialnih tesnob, s katerimi se sooča celotna institucija, 3 milijardna, toliko kot 3 milijarde pa pol, vernikov, ki prihajajo skozi resnične preizkušnje in te preizkušnje izvirajo iz sposobnosti ali pa nesposobnosti cerkve, da razreši temeljne napetosti med ohranjanjem svoje identitete, svojega poslanstva, prilagajanja svetu, ki se spreminja kar svetlobno hitrostjo. Ker izguba, gledajte, zdaj bom povedal nekaj, kar sem že tudi povedal, izguba nekdanjega informacijskega vatikanskega monopola zaradi vzpona umetne inteligence in pač življenja, ki ga živimo, kot alternativnega vira znanja. In zdaj, ker imajo spovednico in ne vem kaj vse, tudi moralnega razsodnika usmerja v dejstvo, ki ni mogoče ignorirati.
Tega ne moramo več ignorirati. O tem je treba spregovoriti, se pogovarjati. Zato sem se odločil danes za to temo, ki je malo daljša, ampak jaz krajše tega ne znam povedati. Zgodovina cerkve ni le zgodovina kriz, pobojev, pa tudi lepih stvari, čudežev. Kdor se kolikškaj z zgodovino cerkve ukvarja, veste, da ni nič prijetna, ne? So pa zelo odporni in sposobni na preobrazbe, ker inštitucija, ki je preživela, če je to res, da je 2000 let to trajalo, če niso 1000 let mes zgolfali, jaz sem nekje bral, da je zdaj 1000 let, da ni 2000, a ne? Je zelo zanimiva teorija, ker tukaj so bile čudne stvari, so se dogajale v temnem srednjem veku in z raznimi kulturami. Skratka, inštitucija, ki, pa recimo držimo se tega protokola, kar nam je bilo rečeno, 2000 let preživi, pomeni, da je ta zelo odporna. Od padca Rima do reformacije, pa vzemo od razsvetljenstva do totalitarizmov 20. stoletja. Cerkev je vedno znova našla način, da preživi in da se prilagodi. Ali živi s sovražnikom, ali ne živi, njim je čisto vseeno, oni so preživeli. Zato prihodnost verjetno ni v radikalni izbiri med oltarjem ali algoritmom, dobro poslušajte, med preteklostjo ali prihodnostjo. Pot naprej leži v iskanju modre, to je prvič nocoj uporabljam to besedo, modre in ustvarjalne sinteze. Torej, sintezo med oltarjem in algoritmom. Ponavljam, naloge cerkve v tej dobi ni preprosta. Ostati mora kritična vest digitalnega sveta. To je njena naloga. Prostor, ki kljubuje logiki trenutnega zadovoljstva in površnosti in hitrosti. Ponuditi mora tisto, česar nobena tehnologija, ne glede na vse umetne inteligence, ne more ponuditi, ne glede na svojo sofisticiranost, kvantnost in še ne vem kaj, ne more dati. Česa ne more dati? Pristne človeške skupnosti, globokega osebnega smisla, ne more dati izkušnje transcendence in brezpogojne ljubezni, ki jo imamo tudi pri nas v statutu. In to temelji na dostojanstvu vsake osebe. Tega algoritem ne more dati. In tukaj je potreben kvantni preskok cerkve, da bo to res kvantni oltar, brez svetnika, s tablico in telefonom v roki. Če pa že, pa naj bo prečrtan. In ključ ni v tehnofobiji, v strahu pred novim, temveč v sposobnosti, da se to novo uporabi, da se tehnologijo uporabi kot, glejte, uporabil bom teološki izraz, da se tehnologijo uporabi kot orodje milosti, da se jo podredi etičnim načelom. Velja tudi za politiko in zakonodajalce, dragi politiki, hvala, ker me spremljate, in jo upreže v službo človeka, ne pa v službo dobička, v službo zavajanja, ne v službo nadzora, nagajanja, podtikanja, ampak njegovega duhovnega iskanja. Postati mora, kot je zapisal Matjaž Kerbec, upornik, ne proti strojem, temveč proti brezdušnosti in izpraznjenosti, ki jo lahko prinese nekritično čiščenje tehnologije. Če bo cerkvi uspelo najti to ravnovesje, če bo znala združiti svojo večtisočletno modrost s pogumnim soočanjem z izzivi sedanjosti, potem ne bo le preživela digitalne revolucije, morda bo v njej celo našla kvantno novo vitalnost, novo relevantnost in postala še močnejši svetilnik upanja, kot je danes in bila, in lahko dejansko poišče smisel za človeštvo, ki v tem kompleksnem in pogosto zmedenem svetu danes išče svoje sidrišče. In to
po mojem osebnem raziskovanju in mnenju, je poslanstvo, ki bi ga mogli že zdavnaj v cerkvi uvesti. Pa ga niso. In to je preobrazba, vidite, kar sem povedal. Pot preobrazbe je zahtevna. Zahteva razmislek, zahteva prave ljudi, zahteva odgovorne ljudi, ki bodo za svojo besedo stali in ne izkoriščali drugih in množic. In to je morda edina prava pot, ki vodi v prihodnost. Torej, strah pred zadnjim papežem je očitno strah cerkve, ki jim je zlezel pod kosti. Zato so dogodki od leta 2013. A veste, od 2013 se čudne stvari dogajajo. In to res. Vse do februarja 2025 so seveda ti dogodki v cerkvi zelo zanimivi. Tako kot zaključujem nocojšnjo misel in jo zaključujem tako. Tako kot se v starodavni katedrali prižgejo luči, pa rečemo na povsem en nov način, ampak ob teh novih lučeh, ob tej razsvetljeni katedrali, kjer je prišla luč, spoznanje, modrost, še vedno zvonijo stari zvonovi po svojih starih zakonitostih, ne bo cerkev prišla nikamor. Če pa bo uspela skupaj spraviti tisočletne temelje in sodobne algoritme za prihodnost, morda ne bomo imeli le papeža 3.0, temveč bo cerkev postala prava kvantna entiteta brez omejitev, prepletena z vsemi možnostmi in pripravljena sprejeti vsak izziv. Zdaj pa, kdo bo pravzaprav vodil? Kdo bo tisti nezmotljivi človek, dogmatični, kvantni duhovnik ali pa papež, ki bo stopil v zgodovino in bomo lahko rekli, ta je rešil človeštvo in ta je rešil svet. Sicer svet bo zbuzlal. Ljudje rabimo včasih, da nam kdo nekaj reče, da nas opozori. Masa pa sploh rabi nadzor. Pa nisem proti nadzoru. Ne? Ampak vsi vemo, kako gre efekt. Ena opica je banane, čez 5 mesecev vse opice tudi na drugem kontinentu jejo banane. Ali bo morda to enkratna preobrazba za naslednjih 1000 let? Bog ve. Samo sprašujem. A veste, za vse naše člane to sprašujem. To sprašujem za društvo za srečno življenje Belis in sprašujem za moje prijatelje. Hvala za vašo pozornost.